V mrzlem novembrskem popoldnevu leta 1970, globoko v zasneženi dolini Isdalen na Norveškem, so planinci naleteli na nekaj, kar jih bo preganjalo do konca življenja. Delno zoglenelo truplo ženske, ki je ležala v nenaravni pozi, obkrožena s skrivnostnimi predmeti, brez identitete, brez obraza. Njene plombe so bile nenavadne, etikete na oblačilih odrezane, kovčki v železniški garderobi pa polni lasul, ličil in kodiranih zapiskov. Nihče je ni pogrešal. Nobeno ime ni bilo pravo in čeprav je minilo že več kot 50 let, ostaja vprašanje isto. Kdo je bila izdalska ženska? Guys, ta video je meni tako zanimiv. En najljubših do zdaj. Pa redko to še doživim v svoji karieri, da enega srečam sem oh my god, ful me je excited. Ta me je excited, pa vas bo tudi zihar. Zanj sem že dala ta video na glasovanje in je skoraj zanačen bilo z enemu drugmu glasovanjem takrat. Sem rekla, da moram oba narediti, ker ta je res insane, pa še to morate slišati. Identiteta te ženske, ki je bila na pol zoglenela na Norveškem, je še vedno neznana. Lahko je bila tudi potencialno Slovenka, recimo, da ni bila konec koncev, ampak ena izmed njenih mnogih identitet, s katero se je predstavljala svetu, je bila tudi slovenska Ljubljančanka. Ne moram verjeti, amazing, v glavnem. Še ena stvar, preden štartamo, preden zakuram v tej mehni sobi brez klime. Jim Beam ima aplikacijo in zdaj, ko to poslušaš, pazi, ker kdorkoli, kadarkoli vzame kaj prek moje kode Alenka 5, zdaj velja koda Alenka 10, ko to gledaš samo še nekaj dni verjetno. Ampak samo na aplikaciji, tako da pejte naloži si aplikacijo. Spodaj bo link, gor imaš vse, ful bolj je pregledno, hitrejš, lažji, čakali smo to, da best je. Jim Beam ima app, samo nekaj dni koda Alenka 10. Ne bo več dolg, rečen je bilo en teden, tako da sem že nekaj dni. To sem zdaj 6-krat rekla, hvala vsakmu, kaj vzamete, ker jaz hvala dobim provizije, podpirate mene, podpirate ta kanal, da lahko take stvari snemam. Zdaj pa gremo v ta video. Norveška je taka hladna dežela, hladni ljudje, blond, svetlopolti, svetlolasi in tudi dežela je pač zaledenela, polnja snega in tudi, kjer se to dogaja, je bila ena taka dežela fjordov, ledenikov in tišine. Ta dolina, kjer se je ta zločin zgodil oziroma so našli truplo izdalske ženske, se imenuje dolina Isdalen. V njihovem prevodu ne vem čisto točno kaj je, ampak domačini ji rečejo dolina smrti, zaradi tega, ker tja dobesedno ljudje hodijo, ne da umrejo nujno po lastni volji, ker je toliko kruta, toliko mrzla, toliko ledena, tudi zaradi tega, ker so ljudje tja dejansko hodili delati samomore. Ne vem, če ste že gledali moj video, zelo star video na mojem kanalu je Aokigahara Forest, tja dejansko ljudje masovno hodijo delati samomore in to je tudi pričakovano. Ker človek tja not zakoraka ne veš, ali gre iskat trupla, ali gre narediti samomor, res toliko ogromno jih je na leto. Tole je na nek način podoben stil, kako ljudje dojemajo to dolino, ampak ni pa spet toliko samomorov tam, kakor v Aokigahari. Domačini so vedno govorili, da Isdalen, ta dolina, nekaj skriva, obdana je z gorami, najbližje tako majčken večje mesto je Bergen. To mesto bo potem tudi pomembno za to zgodbo. Naša zgodba oziroma smrt se zgodi leta 1970, 29. novembra, tako da pričakujemo absolutno zimo, sneg, mraz. Še vedno velja za eno najbolj crazy kriminalnih zgodb cele skandinavske zgodovine. Tam sicer ni toliko ogromno teh zločinov in tudi v tem kraju ni bilo ogromno teh zločinov, tako da ko se je to zgodilo, je bilo res eksplozija medijska in ja, še nedolg nazaj je bil ta primer spet odprt. Da vam kar narišem, da si kar majčkeno narišemo tole situacijo, bil je torej 29. november, nekaj med jutrom in opoldnevom, ko se je oče tam domačin s svojima dvema majhnima hčerkama odpravil na nedeljski sprehod. Oni so večkrat šli po tej okolici, vsakič majčkeno drugače, ne po isti poti in za toliko mlado družino oziroma z očeta s toliko mladima hčerkama je bilo nenavadno, da so šli v to okolje, kot sem rekla, je bilo precej neizprosno, mogo si imeti mečken izkušen in kot so oni bili navajeni, jim je bilo to dokaj blizu, tako da šli so in so šli po čist navadni poti, tako kar vedno, dokler nista hčerki z mladima dobrima nosovoma nekaj nenavadnega zavohale. Zavohale sta nek von, kada se nekaj žge oziroma kada je nekaj zažganga. Ne vem, a so pomislili, da mogoče kaj gori ali kakorkoli že. Jaz osebno, če bi to zavohala, ne vem, če bi šla preveriti, ampak oni so šli. In ko so prišli tja, sta saj te dve hčerke zagledale nekaj, kar noben otrok ne bi smel videti. Bilo je zoglenelo truplo, niso takrat še vedele ženska ali moški, v zelo nenaravni
pozi. V bistvu bi lahko to pozo opisali kot boksersko pozo, ker ima nekako skrčene roke tako in pa tudi noge. Pogosto to pozo pri smrtih opisujejo kot eno, ki ni naravna, kada je bila v času obrambe ali pa da ni naravna, kada je tako postavljena. Ob njej je bilo več čudnih predmetov, zdaj bom preverala, da kaj ne bom pozabila. Steklenice z vonjem po bencinu, torej kada je bil prej noter bencin, ostanki oblačil, ožgan dežnik je bil tudi tak zoglenev dežnik, ura, nakit in prazna steklenica z alkohol. Ta prazna steklenica je bila od enega lokalnega alkohola, ki je bil tak full cheap, kada bi se mogoče človek prej hotel napiti. To je bilo samo na prvi pogled. Pa še ena stvar, ki je mečkam sekala ven, je bilo to, da so bili te predmeti zloženi zelo čudno, zelo postavljeno. Kada nima smisla, da bi bili tako razporejeni in zloženi, če ne bi nekdo drug tega namerno tako položil. In tudi ideja se je začela rojevati, da je mogoče mečkam ritualna bila ta smrt, oziroma karkoli že bilo, še zdaj ne vemo, je samomor ali smrt ali boj ali umor. Punčke sto valjda zakričale, skočile preč, oči jih hitro zvlekel preč, laufali so nazaj, da so prijavili vse skupaj policiji. In ta kraj se je zelo hiter, dolina Izdal se je zelo hitro spremenila v ogromen kraj zločina z ogromno kriminalisti, policisti. Bil je res crazy primer to takrat. Ampak to hitro, ko so prišli, so tudi ugotovili, da je to najbolj nenavadnih zločinov, ker niso niti približno mogli začeti raziskovati, kdo ta ženska je. Prvo kot prvo, bila je zoglenela od zgoraj. Od spodaj je bilo pa to truplo skoraj nedotaknjeno. Skoraj kakršnakoli sila ognja je že prišla, je bila od zgoraj oziroma od spredaj, če ona mogoče ni umrla točno na tem kraju. Jasno, najprej začneš brskati po njenih, ne vem, stvarih, ki jih ima ob sebi, ampak vse te stvari so imele eno značilnost in sicer to, da je bila identiteta namerno prikrita. Ona je imela pri sebi tudi neke flaške zdravili. A si predstavljaš, da čisto vsaka stvar, ki jo je imela zraven za jesti, za piti, zdravila, oblačila, vse je imelo namerno odstranjene znamke, spraskane dol, da se ne da locirati niti kraja nakupa te stvari. Vse stvari so imele zradiran dol, kada je ona namerno ne želi biti najdena in odkrita. Jasno, pri njej tudi ni bilo identitete. So pa kmalu locirali eno stvar, ki so bili hitro prepričani, da pripada njej, in sicer na bližnji železniški postaji so našli dva kovčka. Oba so identificirali, da sta njena. Bili so veseli, rekli so si, kje drugi kot teh dveh kovčkih bomo mi najdeli vse podatke v njej, ampak te dva kovčka sta jih samo še bolj zbegala. Torej, v garderobi železniške postaje Bergen sta bila dva kovčka in njihova vsebina je bila več lasulj različnih barv in dolžin. Sončna očala, ki so imela različne okvire, različnih znamk, spet spraskane dol znamke, da ne bi vedeli, od kje točno so, in pa tudi dioptrijska očala, za katera so pa ugotovili ironično, da sploh ni za dejansko dioptrijo, torej izgledajo, kot da so za dioptrijo, ampak so fake, ni bila dejanska dioptrija. Full weird. Kozmetika in ličila, vse, kar je bilo v teh kufrih, je bilo spet spraskano dol. Dobesedno spraskano, da se ni dalo razbrati, kje je kupljeno. Oblačila so bila brez etiket, sicer lepa, elegantna, zelo različna, ženstvena, ekstremno moderna, ta ženska je bila full stylish, ampak ni bilo gor niti enega tega. In pazi to, pa so bile pa noter valute. Valut not je bilo ful med njimi. Nemške marke, norveške krone, belgijski franki. Pa še dosti več, če se prav spomnim. Potem pa potni listi, vsi s ponarejenimi podatki, torej če so želeli te podatke nazaj izslediti dejanskim osebam, te osebe niso obstajale ali pa so pač bile nekdo drug. Teh potnih listov so najprej našli 7, potem kasneje še 8. En izmed teh 7 je bila Ljubljančanka. Malo sem pozabila najti ime, tako da bom tukaj na ekran napisala, če najdem. Ampak ne moram verjeti, ful dobro. Valjda so hoteli, da je hotela imeti eno Slovenko vmes, ki je tako najbolj random država. Ker tudi, če bi ona prišla v en hotel in rekla, da je ta pa ta Slovenka, itak ne vejo, kdo je Slovenija in kako Slovenci izgledajo, sploh v 1970. Torej, ženska je več kot očitno namerno skušala skriti svojo identiteto in to zelo uspešno, noben ni imel pojma, kdo je. Njene škorne so počasi izsledili do ene majhne, butične norveške trgovine. Ampak te čevlji so nedolgo nazaj šli ful so ratali popularni, bili so taki butci, mislim, da so malo gumijasti škorni, ki so bili tudi zraven nje in so bili pač zažgani oziroma več ali manj stopljeni. In tudi tle se ni dali videti znamke, ampak so jo izsledili in v bistvu je bila to ful moderna takrat moda norveških žensk, tako da ja, še en dokaz, da si ful fancy oblačila. Je bil pa to en kos oblačila, ki so dejansko ga izsledili. Torej, vse, kar so lahko naredili od te točke naprej,
so s temi pasuši, ki so jih imeli in z karkoli v njej so takrat zvedeli, sledili hotelom, v katere se je ona prijavljala. In to je bil tudi njen stil zadnje mesece, da se je prijavljala iz hotela v hotel, res non-stop na nekaj dni in tudi v teh hotelih se je ful nenavadno obnašala. Ona se je prijavila, govorila je v zelo polomljeni angleščini, obrazce je izpolnjevala v 2 jezikih, zelo tekoča nemščina ali francoščina, tudi v obeh jezikih je govorila, ali pa pač polomljena angleščina in pisala je ekstremno lepo. To bo kasneje mogoče malo pomemben. Vsi so jo pisali kot privlačno, tako lepo žensko, ki se je lepo oblačila, ampak zelo nenavadno obnašala. Pa bila je samozavestna. Pogosto, ko se je prijavila v hotel, je bila tam mogoče 1 noč ali 2 in se je pa včasih že takoj, ko je prišla, je zamenjala sobo. Včasih pa potem čez 1 do 2, 3 dni je menjala sobo, ker je bilo ful nenavadno, zato so se jo tudi hotelirji in sobrce so se jo zapomnile, ker je delala toliko čudne stvari. Ko je bila v hotelu noter v sobi, je pogosto ekstremno premikala pohištvo. To bo kasneje za zgodbo tudi zelo pomembno, za eno izmed teorij, zakaj je to počela. V glavnem res nenavadno se je obnašala. Hodila je dol vedno na zajtrke in na kosila in je ful dobro jedla. Še ena nenavadna stvar, in njeno truplo in ona je vedno imela ekstremen vonj po česnu. In zdaj, če si narišemo leto 1970, je bilo to vse skupaj ful nenavadno. Zakaj je ona kot samska ženska, takrat to ni bilo normalno, da bi imela svoj denar, da bi potovala, kdo je pač to financiral, zakaj sama jedla, až da ni bilo v spremstvu moškega, takrat, ja, so to tisti časi, ampak ni bilo tipično. Zato so jo ljudje videli in si jo zapomnili. Plus vonj po česnu, plus vsakič druga frizura, v glavnem, res je izstopala. Na enem mestu so jo opazili tudi v družbi vojaškega moškega in spet enkrat z enemu moškemu, s katerim je samo sedela in ni spregovorila niti besede. Mislim, sta sedela in jedla, nista pa govorila. V glavnem, karkoli se je že dogajalo z njo, je bilo res vse weird. Gremo naprej do obdukcije, ki je pokazala še več čudnih stvari. V njenem želodcu, pazi to, so odkrili od 50 do 70 uspavalnih tablet. Bil je to fenemal oziroma barbiturat. Če kdo ve, ne vem. V glavnem ogromno teh tablet, ker ne bi jo mogoče uspavali ali pa ubili, ampak je niso. Zato, ker so pri obdukciji v njenih pljučih najdeli tudi saje, kar pomeni, da je bila ona živa, ko je bila zažgana. Torej, če imaš noter saje, pomeni, da si še vedno dihal, vdahnil sapo, ko si bil zoglenel, basically. Tako da je imela bizarno, brutalno smrt. Telo je bilo delno žgano tudi z bencinom, torej je bilo tudi polita z bencinom, tralala. Še ena stvar, ki so jo videli, je to, da je imela na vratu modrico. Mene iskreno zanima, kako, če je bila cela zažgana, ampak očitno na zadnji strani je imela modrico, ki je lahko bi bila sicer nič tacga, ampak jaz sama sebi skoraj nikoli ne dam modrice na vrat, tako da skoraj zihar je nekdo drug to naredil. Zdaj, kdo in zakaj, pač še vedno ne vemo. Torej, do te točke noben ne more potrditi, ali gre za umor, ali gre za samomor, ali gre za nesrečo. Kako hudiče bi šlo za nesrečo. V glavnem, poleg nje so našli tudi odtise pohodnih čevljev, ki niso bili v tiste skupine oče in 2 hčerk, ki so jo najdeli, niti ne od nje. Torej, ja, že to meni osebno, mislim, kako je lahko pol to samomor oziroma nesreča. Nekdo je bil tam, ne vem. Zdaj tako, njo so pokopali uradno in tudi dokaj kmalu zaključili potem to preiskovanje čez nekaj mesecev in leta 1971 je bila ona že pokopana. Sicer so jo pokopali z veliko, mislim, da njenega cinka, tako da so jo res, kakor se le da, zaščitili to truplo in trugo, zaradi tega, ker niso vedeli, a bo kdo prišel po njo, a se bo kdo javil kot družina, ali bojo rabili jo spet kot neprecenljiv dokaz, mislim, oziroma da dobijo kakršenkoli DNK spet, če se še da, če jo kdaj izkopljejo itd. Tako da to so ful zaščitili in tudi cela ta preiskava mi tako deluje, da je bila precej, mislim, ne bom rekla uspešna, bili so pa pridni in so v redu raziskovali. In tudi drži, da potem leta 2000 in 2016 so v bistvu to truplo izkopali in so še pobrali sledi DNK-ja, zob, plomb in so naprej raziskovali, ker pač se je tehnologija razvila in spet so imeli razloge, da odprejo primer in raziskujejo. A ja, sem še to bi omenila. Med 1971, ko je bila ona zakopana, pa do 2000 oziroma 2016 se je en moški javil in je rekel, jaz sem bil z njo romanco, dejansko romantično razmerje in sem ugotovil, da je verjetno špijunirka, ampak je potem nisem hotel prijaviti. V bistvu bi bilo za njo boljše, da bi jo, I guess, ampak to spet ne vemo, je res ali ni res in ko je on to prijavil policiji, mu je policija dejansko rekla, pusto, pozab na to.
tako da niso hoteli raziskovati. Ali pa se jim ni zdelo dosti smiselno, da ni bila dosti dobra zgodba. Torej, norveški medij NRK skupaj z BBC-jem je potem začel novo preiskavo v okviru dokumentarne serije Dead in Ice Valley. Jaz sem to včeraj poslušala oziroma kot podcast / na Spotify, v glavnem ful je dobro razložen, tako da če kdo hoče, ne gre poslušati. In ja, takrat so raziskovali tudi to, ko so od nje vzeli spet neka nova tkiva in zobe. Imela je 20 plomb, ker je za to mlado žensko oziroma od žensko staro od 25 do 40 potencialno res veliko. Te plombe pa naj bi izvirale iz zahodne Nemčije okrog 1950. leta. Po vsem tem so ugotavljali, da je verjetno odraščala nekje v Nemčiji, torej še vedno mogoče najmočnejša ideja, da bi bila Nemka. So celo mislili, da je blizu Nürnberga mogoče, oziroma kakorkoli že nekako blizu francoske meje. So pa tudi ugotavljali, da je pojem mogoče se preselila v Francijo in živela v Franciji, zaradi tega, ker je pač toliko tekoče govorila francosko in nemško. Še en korak je bil, da so na njej delali izotopno analizo, to sem zdaj prvič slišala, ampak baje lahko iz tkiva še vedno ugotovijo, kakšno vodo je nekdo pil, ker potem rata del sestave tvojega telesa. Tako da, damn guys, kako pomembno je, da vodo pijete in kjero vodo pijete, I guess, tako da mi smo karkoli po moje tla v Sloveniji. O glavnem, ugotovili so, da je izsledki so pokazali ujemanje s pokrajinami v Evropi, predvsem vzhodna Francija, jugozahodna Nemčija in celo severna Italija. Kakorkoli že, mogoče pa v bistvu direkt Slovenka, hvala, nekje tam se. Potem so pa še analizirali DNK profil in so ugotovili, da ima ženska haplogrupo H24, ki je redka in se najpogosteje pojavlja pri ljudeh iz jugovzhodne Evrope ali jugozahodne Azije. Identiteta v glavnem je ostala neznana, DNK niso mogli povezati z nobeno iz obstoječih baz. Zdaj gremo na najbolj mogoče malo se lahko naslonim. Zdaj gremo na najbolj razvpito teorijo. Eni ste jo mogoče že vmes pogruntali, oziroma ste me slišali, ko sem prej rekla, da eni sumijo, da je špionirka. In to je tudi nekako najbolj taka tipična teorija, ker takrat je lih potekala hladna vojna in tudi Norveška je bila ful nekako na presečišču vsega tega, kar se je tam dogajalo in je bila pomembna v tej vojni. Saj sploh za take špionirje in kaj se na Norveškem dogaja. Tako da, to teorijo podpira to, da je imela več kot 8 identitet oziroma 8 ali več, katere vse jezike govorila, imela je lasulje. Je pa najbolj zanimivo, ker je potovala po tem območju Norveške ravno v obdobju rakete Penguin. Norveška je bila zaradi svoje majhnosti takrat ful praktična, da ima kakšne skrivne teste in razvija kakšno tehnologijo in orožje. Torej, te rakete Penguin so bile prve norveške vodene protibrodne rakete z napredno tehnologijo. In ja, fun fact, točen v okolici tega mesta, Bergen, kjer se je ona največ nahajala, so jih testirali in imeli. Eni viri so tudi trdili, da so njo videvali tako vohljati in špionirati okrog območij, kjer so te bombe bile. In tudi vse ostalo, torej, da je bivala v hotelih samo po nekaj dni, da je nosila lasulje, da je menjala na glas in državljanstva, da je imela kovčke z odstranjenimi etiketami, kodiranimi listki in različne valute, vse to so tipični elementi, ki nakazujejo na vohunjenje. Zdaj, kaj se je zgodilo, ne vemo, pač, da je bila nemogoče zajeta med nekimi obveščevalnimi igrami, kakorkoli že, je pač še vedno v zraku, pojma nimamo. Je pa meni ena stvar čudna, ja, to sem še razmišljala, da ne smem pozabiti povedati. Meni je čuden, da po vsem tem času, a ne počas, ko se te vojne zaključijo, kakšne identitete pridajo na plano in dobijo smisel in pač ne vem, zakaj si to zdaj ne bi povedala, ne? Res ne vem. A kdo ve, zakaj ne bi zdaj razkrili identitet? Če je bila vohunka, zakaj ni njena država prišla ven in rekla, ja, to je bila naša vohunka, oziroma s katero enoto, s katero stvarjo je pač sodelovala, Bog ve. Potem imamo pa še alternativne teorije. Ena izmed ful slavnih je bila, da je bila ona ta židovska, ful mlada je mogla biti v bistvu, židovka, ki je pristala v taborišču, ki ga je preživela in se je potem spremenila v vohunko. Zdaj, kaj mislite o tem, povejte, tudi če gledaš njene slike, zgleda tako ful židovske v bistvu. Tako da to je ena izmed zelo znanih teorij, pa še ena, ki je meni tudi zanimiva, iskreno. Nočem iti v to smer, kao ženska, zdaj se je malo zmešala, ampak možno je tudi, ker še vedno njena smrt precej lahko nakazuje na samomor, da bi res popila tok tablet in potem se polila in zažgala in tako, ne vem, mogoče. Ampak, a se spomnite tistega, ki je bila v hotelu in je ful predstavljala pohištvo? Se mi zdi, da mnogi so prišli ven s teorijo, da je možno, da je imela shizofrenijo, oziroma pač, da je nekaj dogajalo in da je mogoče halucinirala, da je toliko več osebnosti in nekaj v tem smislu. Meni se zdi to, da je bila vohunka veliko bolj smiselno in veliko bolj cool teorija, ampak tudi ta, da je bila mogoče
mogoče zmešana ali pa shizofrena oseba, je zanimiva teorija. Vi valjda napišite, kaj vi mislite in kam vas vleče. Je pa potem naknadno še en moški prišel ven s svojo teorijo, ker so se tudi marsikateri ljudje z njo strinjali, in sicer, da je bila mogoče prostitutka v tistem času veliko manj pogosta na nek način, nenavadno obnašanje, skrivanje, menjanje hotelov. Ves čas so jo videvali z moškimi in te moški niso z njo zares klepetali, če se spomnite, sem prej povedala. Plus, pozabila sem preveriti, zakaj, ampak je značilno, da prostitutke pogosto v hotelu premikajo pohištvo. Mogoče, da se ne vidi čez okno ali nekaj. V glavnem pozabila sem, ampak tudi to je nekako sovpadalo z njo, se mi zdi, pa bila je taka privlačna, pa moderna, pa samozavestna. V glavnem, definitivno napišite, kaj mislite. Umor še vedno velja za najbolj logično nekako razlago. Vse kaže, da je bila zastrupljena, nato živa, zažgana in morda tudi prestavljena. Torej, da ni bila zažgana na tistem mestu, kjer smo jo pač videli, najdeli. Imamo tudi modrico na vratu in imamo tisto pohodniško sled od tistega škorna oziroma čevlja, ki definitivno ni bil njen in ni bil tiste družine, ki jo je najdla. Leta 1971, kot sem že rekla, so neznano žensko pokopali v Bergnu na pokopališču. Ljudje, ki so prišli na pogreb, so bili večinoma preiskovalci, tisti, ki so se navezali basically na njeno truplo in na ta primer in ne na dejansko osebnost, ker še vedno niso imeli pojma, kdo je. Pokopana je bila brez nagrobnika, ker niso imeli kaj zapovedati, ker niso vedeli, koga daje v zemljo. Tam je bil samo nek križ potem postavljen. Zdaj pa pazi še to, zadnji fun fact o celem temu primeru. Leta 2017 je NRK prejel pismo, v katerem je pisalo: če povem, kar vem, bom sam v nevarnosti. In to pismo je zanimivo zaradi tega, ker je vsako leto, brez izjeme, nekdo na njen grob prinese rože. Very nice, mislim, lepo. In najbrž ne vemo tudi, ali je to nujno nekdo, ki nekaj ve, ali je to ta ista oseba, ki je poslala pismo, ampak vsako leto brez izjeme. Zdaj, a je to kar nekdo, who knows. V glavnem moram reči, meni je ta primer tako amazing. Napišite, kaj vi mislite. Še enkrat vas spomnim na Jim Beam aplikacijo. Alenka 10, tako da vzele, kad to gledate, velja verjetno samo še 2-3 dni. Nekaj tacga, tako da pohit. Drugače pa kot vedno imate moje kode Permalinci, 10 Alenka, Jim Beam drugače Alenka 5. Fragrance Perfumes imamo Alenka 15, te parfumi so vam ful všeč in meni tudi. Pa seveda Svet užitka, Alenka 5 ali Alenka 10. Hvala, ki ste gledali ta video, se gledamo naslednjič, imejte lep vikend. Elian mama out, love you, bye bye bye.